Sledi ena naloga iz enakomernega gibanja. Te hitrosti, ki so menjene v nalogi 80 km/h in 100 km/h, so konstantne, ne spreminjajo se. Torej gre za enakomerno gibanje s stalno hitrostjo, pospeška ni. Naloga se glasi: od Ljubljane do Münchna je 440 km. Ob 8. se Mojca z avtom odpelje iz Ljubljane proti Münchnu s hitrostjo 80 km/h. Eno uro kasneje Brigita se odpelje ob 9. iz Münchna proti Ljubljani s hitrostjo 100 km/h. Kje in kdaj se srečata? Zdaj sledi rešitev naloge. Tole je razdalja od Ljubljane do Münchna. Ob 8. zjutraj Mojca vozi s hitrostjo 80 km/h. Brigita se pripravlja za pot. Miruje. Čez eno uro Mojca prevozi 80 km. Ob 9. zjutraj je tle še razdalja 360 km. Na začetku je bilo 440 km. Mojca še naprej vozi s hitrostjo 80 km/h. Torej, Brigita se odpelje iz Münchna proti Ljubljani s hitrostjo 100 km/h. Vozite ena proti drugi, kar pomeni, da se te hitrosti seštevajo. Njihova skupna hitrost, s katero se ena približuje drugi, je vsota teh dveh hitrosti. Imamo enostavno 80 plus 100 km/h, tako da se dobi, da je to hitrost 180 km/h. Celotna pot je 360 km. Enostavno čas T2 dobimo tako, da celotno pot delimo s skupno hitrostjo. To je 360 km deljeno z 180 km/h in dobimo, da je T2 je enako 2 uri. Na 9 dodamo še 2 uri, to je 11. Torej, srečata se ob 11. Od 9. do 11. ure Brigita je vozila 2 uri, zato je prevozila 2x100, točno je prevozila 200 km. Od 8. do 11. Mojca je vozila 3 ure, 3x80 je 240. Mojca je prevozila 240 km. Torej, Mojca in Brigita se srečata ob 11. na razdalji 240 km od Ljubljane in 200 km od Münchna. To, kar sem zdaj povedal, so enostavne enačbe, ki jih lahko na hitrico napišemo. Tole je pot S1. S1 je enostavno V1 krat T1, tako da je to bilo 80 km/h krat 1 ura. S1 je 80 km, to je ta dolžina. 360 smo dobili, tako da smo celotne poti 440 odšteli 80, dobili smo 360 km.
in to je